hvala lepa za prijazen pozdrav. Kakor je bilo že velikokrat omenjeno, smo se v Cerkvi na Slovenskem odločili, da bi sredi tega sveta, sredi teh izzivov odgovorili z temeljitim premislekom o tem, kje smo in kako naprej. K temu nas še posebej zavezuje sinoda, ki je se končala, kot veste, leta 2001, v 2002 je bil potem objavljen dokument in tam je bilo naročeno, da naj Slovenski pastoralni svet pripravi pastoralni načrt na osnovi tistih nalog, ki smo jih zapisali v dokument sklepni dokument plenarnega zbora ali sinode. Vendar se potem izkazalo, da je naloga precej težka. Po drugi strani so se v tem času v Sloveniji in tudi v svetu, še posebej v Evropi, zgodile marsikatere stvari. Dejansko sekularizacija je pokazala svoje učinke tudi v Sloveniji. In tako je bilo že dlje časa čutiti potrebo po bolj močni orientaciji, usmeritvi v prihodnje. Letošnje leto vere in nekatere druge, recimo razprave v Cerkvi o novi evangelizaciji, gredo v isti smeri. Na tej osnovi smo potem izdelali dokument, pridite in poglejte, ki se imenuje Krovni dokument. In ta dokument želim predstaviti nocoj, ker bo to izhodišče za naše delo v različnih ustanovah ali pa v različnih, kako rekel, skupnostih v naši cerkvi, od župnije in drugih različnih organizacijskih oblik naprej. Kako ste že lepo slišali, ima dokument naslov Pridite in poglejte in se navezuje na Samarjankin poziv svojim Samarijanom, kako vidite tudi na tej stari sliki, ki je v središču. Samarjanka, Jezusovi učenci in tu potem Samarijani, to je že stari slikar upodobil in gre za to, da Samarijanka ob Jezusu Kristusu, srečanju z Jezusom, doživi Jezusa, takrat v istem trenutku še mogoče ne popolnoma, in potem gre k Samarijanom in jih povabi. Oni na njeno povabilo pridejo, ampak sprejmejo Jezusa med se in potem na koncu rečejo, doslej smo verjeli pač na tvoje pripovedovanje. Potem pa, ko smo pa bili sami z Jezusom, smo se pa sami prepričali, sami smo slišali in vemo, da je on odrešenik sveta. Tu je opisana pot vere. Vsakdo izmed nas je postal kristjan, je spoznal Jezusa po posredovanju nekoga, bodi si staršev, veroučitelju ali kogarkoli že. Potem pa, če je resnično res srečal Jezusa Kristusa, je postal v njega prepričan, je dobil to osebno vero in na osnovi te osebne vere je sam postal misionar. To je tista pot vere, se pravi, od recimo bolj tradicionalne ali pa ob vere, ki smo jo prejeli od drugih, ko smo tudi sami postali kristjani zaradi recimo naših staršev, zaradi okolja, ki nas je k temu spodbudilo, ki nas je k temu pripeljalo. Pa je prišel trenutek, ko smo se morali sami odločiti za Jezusa Kristusa in če smo se sami odločili za njega, potem se je tudi v nas zgodil ta preobrat in smo potem lahko tudi sami rečemo, prej smo verjeli zaradi tega, ker so nam starši ali kdorkoli že povedal, zdaj pa smo sami slišali in vemo, da je Jezus naš Gospod, da je Jezus odrešenik. To je tista osebna vera, ki jo v današnjem svetu še posebej potrebujemo. Današnji svet je namreč svet sekularizacije. O tem smo že velikokrat govorili, to besedo ste že gotovo slišali.
Sekularizacija je namreč sodobni pojav, ki je doma predvsem v Evropi. Na drugih kontinentih ugotavljajo marsikateri analitiki in sociologi, je sekularizacija veliko manj navzoča, veliko manj močna, kakor v Evropi. Zakaj ravno Evropa? Pravzaprav pravijo ti sociologi, da same ne vedo točno razlogov za to. Dobro, lahko bi o tem debatirali, ampak to ni nocojšnja tema. Sekularizacija prihaja od latinske besede seculum, ki pomeni posvetnjenje. Se pravi, seculum pomeni svet ali vek in sekularizacija je torej tisti proces, ko se v javnem življenju, sploh v življenju ljudje več ne ozirajo ali pa ne upoštevajo pri svojih odločitvah, ne upoštevajo verskih vrednot, verskih nagibov, verskih smernic, ampak zgolj čisto posvetne smernice, se pravi racionalizacija, ekonomski učinki, skratka razlogi, ki štejejo predvsem za življenje na tem svetu, kaj pa o tem govori religija, pa na koncu koncev ni več odločilno. Samo kot tipičen primer takšnega, pa takih primerov je ogromno, je recimo zgodba, ki jo moče poznate, ste slišali za njo. Lansko leto je, ali letos pomladi, Evropski parlament razpravljal o tem, da bo treba izdati neko priporočilo glede tedenskega počitka ljudi. Da bi pač vsaka država morala zajamčiti vsem svojim državljanom, predvsem zaposlenim, da imajo en dan počitka v tednu. Dobro. In takrat se je skupina poslancev zavzela za to, da bi to priporočilo vsebovalo tudi dodatek, kjer bi se reklo en dan v tednu, naj bo dan počitka, praviloma naj bo to nedelja. Nedelja kot Gospodov dan, kot tista, recimo, versko izročilo, krščansko versko izročilo, ki je doma v Evropi. Ampak Evropski parlament teh zadnjih 3 besed ni sprejel. Praviloma naj bo to nedelja, to ni bilo sprejeto. Se pravi, referenca, vidite, se pravi, ozir na neko versko izročilo, čeprav še tako močno, še tako častitljivo, častivredno, recimo, ni bilo sprejeto kot neke vrste usmeritev, se pravi, neka opora ali pa neka naslonitev na versko izročilo v Evropskem parlamentu ni bilo sprejeto. To je tipičen primer sekularizacije. Sekularizacija je, to se pravi, vera družbeno ni več upoštevana, postane privatizirana. Sekularizacija ne pomeni nujno ateizma, ampak seveda ateizem pospešuje. Pomeni pa, da postanejo verski motivi, verski razlogi, verske vrednote, predvsem stvar, ki je potisnjena v zasebnost. To lahko nekdo v svojem zasebnem življenju goji, ampak javnost, družbeno organizacijo pa to ne zanima. Sekularizacija je spremljajoči pojav sodobnih sprememb. Sekularizacija kot taka ni, recimo, namenoma ali pa ideološko zasnovana. To je spremljajoči pojav sodobnih sprememb, kot so recimo industrializacija, racionalizacija, potem vedno večji napredek tehnike, urbanizacija, moderna mobilnost, pluralizem družb, kjer so različni nazori zelo pomešani, skratka je idejno ali pa nazorsko homogenih družb v sodobnem svetu vedno manj. Iz vsega tega sledi sekularizacija, pač pa je sekularizem, pa imenujemo ideologijo, po kateri je treba vernost izključiti iz javnega življenja. To je pač sovražna ideologija, ki pač skuša, in to imamo predvsem izkušnjo tega pri nas, pa tudi drugod po svetu, ki pač zagovarja, da religioznost, verski motivi ne smejo biti v javnosti, ampak morajo biti potisnjene v strogo zasebnost.
Kot sami veste, recimo tisti primer Lavci pred Evropskim sodiščem, ko je neka gospa Lavci v Italiji zahtevala, da morajo križi iti iz javnih šol, ker v Italiji so križi tudi ponekod v javnih šolah in njen otrok je bil v taki šoli, v javni šoli, ker so imeli v učilnici križ in je dobila, torej italijanska sodišča so njeno zahtevo zavrgla, potem se je prijavila, oziroma pač pritožila na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ki je na prvi instanci ji dalo prav, na drugi instanci, se pravi pred velikim senatom Evropskega sodišča, ki šteje 17 članov, pa njena zahteva ni bila sprejeta in je bilo nekako sprejeto stališče, da navzočnost križa v javnih šolah ni v nasprotju z svobodo vere in svobodo prepričanja. To so te tendence, ti napori v sodobnem evropskem svetu, ki so navzoči, in torej sekularizem je več kako samo ta spontana sekularizacija, to je zavestno in pa idejno ali pa ideološko zasnovano negativno stališče do religije in kot tako, in zaradi tega potem tudi sovražno do navzočnosti religije in religioznih motivov ali simbolov v javnem življenju. Tipičen primer pri nas. Razlika med sekularizacijo in sekularizmom je podobna kot med laičnostjo in laicizmom. Gre dejansko za isto stvar, za različna poimenovanja. Laičnost neke države je nekaj, kar je popolnoma sprejemljivo in kar je, lahko rečemo, splošno sprejeto, se pravi, da sta država in cerkev vsaka v svojem redu med seboj neodvisni in samostojni. Laicizem je pa seveda ravno tako ideologija, po kateri mora religioznost iz vse javne sfere se omakniti. Sekularizacija ima seveda potem tudi vpliv na življenje v cerkvi. Tudi sekularizacijski učinki se čutijo tudi v cerkvi sami in sicer mislim tukaj predvsem na pojave, ko skušajo nekje v nekaterih cerkvah tipično verske vsebine, kot recimo Jezusovo, vera v Jezusa Kristusa, češčenje svetnikov ali predvsem svetomašo, skratka molitev, bogoslužje, to, kar je res oznanjevanje vere, kar je res, lahko rečemo, srce ali pa center, jedro verskega pa krščanskega delovanja in življenja, nadomestiti z nekimi bolj posvetnimi prizadevanji ali gibanji, kot recimo, ko se v cerkvi skoraj ne govori več o Jezusu Kristusu, ampak samo še o ljubezni do bližnjega, o recimo delu za mir, o ekologizmu, se pravi ekologiji, zdravo okolje, o borbi proti mednarodnemu oboroževanju in podobno. Skratka, te humanistične vsebine, ki so same po sebi popolnoma v redu in legitimne in celo se lahko navezujejo na krščansko vsebino ali pa na krščansko osnovo, vendar te, lahko rečemo, sekularizirane ali pa posvetna skrb za to, da bi ta svet naredili boljši in bolj human, bolj po človeški meri, bolj prijazen do ljudi, da to nekako stopi v ospredje. In ni več v ospredju verska vsebina, se pravi vera v Boga in Jezusa Kristusa, nekako zaradi tega potem stopi nekako v ozadje, čeprav je seveda ta verska vsebina pravzaprav izvir tudi tistih vrednot, kot je recimo delo za mir ali pa medsebojno bratstvo med ljudmi ali pa razvoj narodov. V tem dokumentu, z katerega torej izhajamo, ali pa recimo, ki analizira stanje, je uporabljena tudi sintagma, besedna zveza, porabniški preobrat. Porabniški preobrat, ki se je zgodil tudi v Sloveniji, ravno po osamosvojitvi in ki ima
nekatere znane značilnosti. Na prvo mesto stopi iskanje osebne koristi in užitka. Življenje dobi svoj smisel, a pa vsaj navidezni smisel v čim večji porabi. Na področju vzgoje in se pojavi permisivna vzgoja in razvajanost, ki je eden izmed sodobnih pojavov in tudi problemov. Vrednota postane to, kar je uporabno in koristno. Kot se včasih ljudje rečejo, kaj pa imaš od tega, če hodiš v cerkev. Kako da bi za vsako stvar moral človek nekje imeti neko korist. Lahko bi recimo rekli, kaj pa imaš od tega, če daš mami za rojstni dan eno čokolado. Ampak, če gre za to, da vse postane usmerjeno v iskanje koristi, v iskanje takšne ali drugačne koristi ali takšnega drugačnega ugodja, potem to potem seveda ne dopušča več nekega vrednotenja ali pa nekih vrednot, ki so povezane drugače sicer z smislom, z vrednotami v pravem pomenu besede in v ospredje stopi denar. In tudi duhovnost se v taki perspektivi velikokrat reducira na iskanje zdravilnih učinkov. In potem imate kar naenkrat veliko ljudi, ki misli, da so že religiozni, če iščejo neko bioenergijo ali kakršnekoli druge, bolj ali manj nečisto jasno opredeljene, neke skrivnostne sile, ki bi lahko pozitivno vplivale na naše zdravje ali pa na naše psihično počutje. In je prav iskanje terapevtskih učinkov kot neke vrste legitimacija, kot neke vrste utemeljevanje ali pa upravičevanje vernosti kot take, ravno znamenje, da smo postavili na prvo mesto vprašanje, kaj me koristi, kaj pa imam od tega. Tam imate eno hudomušno sliko na to temo, na temo sodobnega porabništva. Človek, ki se je najprej razvil recimo da iz opice, potem postaja vedno bolj pokončen, homo sapiens, potem na koncu seveda, ko je zelo veliko jedel in pil in užival, seveda se pošteno zredi in če gre razvoj v tej smeri, potem seveda na koncu postane tam ta zadnja žival. To je pač hudomušna slika, kam vodi recimo karikatura tega porabniškega preobrata. In seveda, če je osebna korist v ospredju in če je to tisto, kar odloča o tem, kaj bom delal in kar ne bom, zakaj se bom zanimal in zakaj se ne bom, potem je nujno padec v individualizem, kajti ko smo enkrat ljudje usmerjeni v svojo korist, potem se jaz in moje koristi stopijo v ospredje in potem me niso več mar drugi ljudje, potem rečemo, naj se vsak briga zase, tako kot se bom tudi jaz brigal zase, in to je potem konec občestvenosti in konec prave družbene solidarnosti, kar žal tudi v našem okolju večkrat opažamo. Seveda ta slika ne sme biti tako enostransko črna. Istočasno pa imamo tudi splošno v cerkvi, tudi pri nas, pa tudi v katoliški cerkvi v Evropi in po svetu, nekatera zelo obetavna znamenja upanja. Recimo močnejša zavest poslanstva. Tudi pri nas lahko opažamo, da so naši župnijski pastoralni sveti vedno bolj dejavni. Dejansko tudi jaz čisto empirično ugotavljam, da iz vsakega mandata, pač župnijski pastoralni svet traja 4 leta, potem se izvoli novi, vsaka nova generacija teh župnijskih pastoralnih svetov, z njihovih članov, so bolj željne tega, da bi nekaj delali. Dejansko imamo pri nas veliko ljudi, ki so pripravljeni nekaj narediti za Božje kraljestvo, za cerkev, se čutijo nagovorjeni, niso več zgolj pasivni verniki, ampak želijo sodelovati pri poslanstvu cerkve.
Jasno, na osnovi tega ali pa iz istih pobud so nastala tudi številna nova misionarska in velikodušna duhovna gibanja, ki jih recimo še pred 20-30 leti nismo poznali, so nastala. Je se okrepila zavest o potrebnosti družine, kar je prav tako zelo pozitivno znamenje. Je okrepljena dejavna dobrodelnost, samo v Sloveniji imamo okrog 11 000 prostovoljcev Caritas, pa je to samo eno izmed področij. Vi sami veste, da so pač recimo tudi v Sloveniji naši verniki zelo velikodušni, ko gre za pomoč ljudem v stiskah, tudi ko gre recimo za misionarije, ko gre za pomoč deželam tretjega sveta. 20% tiste podpore, ki jo je država po nekih mednarodnih dogovorih, naša slovenska država, dolžna recimo dati za tretji svet, za dežele v razvoju, 20% tega gre preko Caritas in preko misijonskega središča. Se pravi, preko teh dobrodelnih, popolnoma, lahko rečemo, nedržavnih organizacij, organizmov, ki ravno živijo in delujejo na osnovi okrepljene zavesti o solidarnosti in dobrodelnosti kot naši dolžnosti. In prav tako tudi poznavanje Svetega pisma se med nami krepi, kar pomeni, da se že uresničuje naša vrnitev k izviru naše vere. Ta dokument, ki v prvem delu skuša na kratko, seveda brez nekih dolgih in poglobljenih analiz, podati nekatere značilnosti našega trenutka, da bi na osnovi tega potem izpeljali naše dolžnosti za prihodnost, govori tudi, tako kot je običajno pri kakem poslovnem načrtu, o prednostih in pa tudi o šibkostih naše cerkve. Kje so naše prednosti? Teh prednosti recimo je 5 in tudi naših šibkosti bo 5. Prva naša prednost je, da v Sloveniji v primerjavi z drugimi deželami po drugem Vatikanskem koncilu nismo imeli kakšnih velikih konfliktov. Sami ste lahko velikokrat brali, da imamo recimo progresiste, pa konzervativce, ene, ki bi radi recimo na področju bogoslužja imeli še vse po starem v latinščini, drugi bi radi vse postavili na glavo. Dejansko pri nas nekih takih napetosti v cerkvi ni bilo. Vatikanske reforme Vatikanskega koncila smo vsi sprejeli z velikim veseljem, smo se v njih prepoznali, vendar pa nismo delali iz tega neke velike ideologije, smo to sprejeli in dejansko smo ohranili enotnost v cerkvi, kar marsikatera druga evropska cerkev lahko nam zavida. Navezanost na katoliško tradicijo, beseda tradicija je seveda dvoumen pojav, je pri nas še vedno močna. Tudi ko govorimo o tem, da je treba preseči tradicionalno vernost, nikakor to ne pomeni, da je treba zdaj tradicijo omalovaževati ali jo celo zavračati. Tradicija je nekaj samo po sebi nekaj dobrega, je seveda nekaj nezadostnega, je pa nekaj dobrega in ta navezanost na katoliško tradicijo je lahko dobra odskočna deska, je lahko pač nekaj, na kar se lahko opremo, kajti če te tradicije ne bi bilo, potem bi morali začeti popolnoma znova, na novo, tako pa lahko se naslonimo na nekaj, kar tukaj že je. Ta navezanost na katoliško tradicijo se kaže v različnih primerih, pa recimo vzamete samo velika praznovanja ali pa velike praznike, nekateri znani dogodki, kako recimo krst, zakramenti prehoda, kot rečemo, ali pogrebi in podobno, so še vedno dogodki, ki so sicer tradicionalni, ki pa še marsikomu marsikaj pomenijo. Zamte, recimo, moče najbolj tak tipičen primer čiste tradicije je blagoslov jedil na Veliko soboto. Imamo požrtvovalne duhovnike in vernike, to, kar sem že premalo omenil, naši župnijski pastoralni sveti in tudi naši duhovniki. Delno je to tudi povezano s tem,
z našo bližnjo preteklostjo. Glede na to, da smo živeli dolga desetletja v okolju, ki je bilo sovražno do cerkve, tudi uradno državno sovražno, so tisti, ki so bili na čelu cerkve, morali biti goreči pastirji, ki so za ceno velikega osebnega odrekanja vztrajali v svoji službi. In jim ni bilo vseeno, kako se cerkev, kako se vera, kako se verske vrednote med našimi ljudmi uveljavljajo ali ne. Govorim to za neko drugo možnost, ki se v nekaterih okoljih pojavlja, namreč, če je duhovnik v neki družbeno zelo dobro etablirani, situirani, se pravi, umeščeni cerkvi, tam bolj ali manj neke vrste uradnik, ki izpolnjuje nekatere naloge, ki mu jih predpisuje njegovo okolje in je zato seveda tudi dobro, bolj ali manj dobro plačan, potem se skoraj da nujno sprevrže v nekega uradnika in lahko pri njem nastane nevarnost, da tista gorečnost za Božje kraljestvo počasi oslabi, ker je pač za njega duhovniški poklic predvsem poklic, s katerim se služi vsakdanji kruh. Za naše duhovnike pa to seveda ni. Naši duhovniki, ravno v situaciji, v kateri živijo, so lahko na tem mestu samo tedaj in samo tako dolgo, dokler to ne jemljajo kot neko svojo življenjsko situacijo, kot neko svojo kariero, kot neke vrste svoje družbeno uveljavljanje, ampak res kot poslanstvo, za katerega se čutijo poklicanega od Jezusa Kristusa. In to potem seveda da njihovemu delu čisto drugačno gorečnost, čisto drugačno zavzetost, kakor sicer, in to je veliki plus, se pravi velika prednost tudi naše cerkve. Imamo veliko duhovnikov in tudi vernikov, ki so pripravljeni nekaj narediti za Božji lon in nebeški tron, kot se je včasih reklo, se pravi, iz prepričanja, iz poslanstva, ne pa zato, ker pač to sodi v seznam delovnih nalog, za katere so plačani. Solidarnost in vzgoja, kakokoli se pritožujemo zaradi dejstva, da v Sloveniji ni nobenega verskega pouka v naših šolah, to je sicer res in to je zelo škodljivo, pa je po drugi strani še vendarle res, da je 2/3 otrok v Sloveniji bolj ali manj še vedno pod vzgojnim vplivom cerkve. V Sloveniji je še vedno okoli 66% do 70% otrok, vsega skupaj, v nekaterih okoljih seveda 95%, v drugih okoljih mestnih veliko manj, ampak v celoti se računa, da je v Sloveniji še okoli 65 do 70% otrok, ki obiskuje verouk. Kar pomeni, da vendarle imamo možnost posredovati verske vrednote, verska spoznanja, verske vsebine tudi tej mladi populaciji. In pa, kot sem že prej rekel, med nami je solidarnost še vedno zelo močna in tudi to leto solidarnosti in dobrodelnosti, ki smo ga imeli pred lanskim, je obrodila bogate sadove. Vzemo v ljubljanski nadškofiji več kot 2/3, mislim, da 3/4 župnij, tisti, ki imajo duhovnika, imajo tudi svojo lastno karitas. Pa to ni edina oblika naše dobrodelnosti. In pa v Sloveniji je še, ravno to, kar sem prej rekel, nasprotje od sekularizacije v cerkvi, imamo še veliko iskrene vernosti in pobožnosti. Beseda pobožnost je včasih tako na meji, malo ja pobožen, to tako veljate, pa zelo pobožen, ne skoraj da kot malo učitelj. Ampak dejansko resnična pobožnost pomeni osebni odnos do Boga. To je pobožnost. Bog je nekdo zame, ni mi vseeno, kaj si misli o meni in ni mi vseeno, kako se ravnam. Je to neka stvar, ki igra v mojem življenju pomembno ali pa celo odločilno vlogo. Iskrena vernost, se pravi molitev, ki se izraža predvsem brez molitve ni vere, se pravi, tega je v določenih okoljih pri nas še veliko.
Mnogi ljudje, ki so skozi trpljenje, skozi preizkušnje, skozi bolezni, skozi velike izgube ostali zvesti, okrepili svoje zaupanje v Boga, se pravi ta osebna vernost, osebna pobožnost, osebna molitev, osebni odnos do Boga je pri nas še zelo, zelo navzoč. Govorim zaradi tega, ker druga, tista nevarnost sekularizacije je v tem, da se vera nekako poplitve v neko, bodisi, kot sem rekel, ekološko ali mirovniško ali tjermundistično, kot pravimo, za nerazviti svet, ideologijo. Se pravi, za razne taka gibanja, družbena gibanja, ki so bolj ali manj humanistična in pa solidarnostna v sodobnem svetu, ki so sama po sebi zelo dobra in zelo legitimna, vendar so neke vrste šele posledica, šele neke vrste nadaljevanje na moralnem področju, na družbenem področju naše temeljne vere v Jezusa Kristusa, medtem ko pa ravno ta temeljna vera, ta izvir teh vrednot, iz katerih se napajajo potem taka gibanja, ni več tako močno navzoč, pri nas pa ta vir je navzoč in to je osebna vera v Jezusa Kristusa kot Božjega Sina. Kaj so pa naše šibkosti? Naše nezadostnosti ali pa dokument govori tudi o ranah. Petero ran Jezusovih ran, zato imamo 5 prednosti in pa 5 šibkosti. Rana je en pojav na telesu, recimo ena nevarnost, ki je sicer omejena, ki ni splošna, ki pa je nevarna, se pravi, lahko se pa zagnoji, lahko pa pokvari ali pa inficira, okuži celotno telo, lahko pride celo do zastrupitve. Zato se z ranami ni zaigrati. Rane je treba vzeti zares, čeprav so zaenkrat samo še omejene, niso pretirane, se pravi, niso še preveč se razširile po telesu, vendar so resnične nevarnosti, ki lahko ogrožajo celotno telo. Prva taka rana je ranjena občestvenost. V naši cerkvi je navzoče vrtičkarstvo, pomanjkljiva solidarnost mislim, ne solidarnost v smislu dobrodelnosti, pač pa solidarnost v tem, da bi si izmenjavali izkušnje in da bi res timsko delo, pomanjkanje timskega dela, velikokrat pride do tega, da si ne znamo, pravimo, podajati žoge. Se pravi, da hoče nekdo pač vse sam narediti, ali pa v neki župniji pač imajo zelo odlično stvari narejene, sosednja župnija vsega tega nima, ampak to jih recimo na tem področju ne briga. Mi bomo imeli recimo zlato jabolko pod križem na vrhu zvonika, pri sosednji pa si bomo kupili, smo imeli dobre zonove, hočemo imeti še boljše, zato ker ima sosednja cerkev še večje, bomo imeti mi še večje, ne? In to so stvari, ki velikokrat, taki motivi, ki so še velikokrat navzoči, ki so popolnoma seveda skregane za našo vero, vendar jih je predčloveški so, ne? In jih je dostikrat pri nas veliko. Pomanjkljiva solidarnost, se pravi, tisto, kar lahko, solidarnost pomeni, kar lahko naredi nekdo drug, nižji, tega naj višji ne dela, naj zaupa in naj njemu prepusti odgovornost, ki mu gre. Velikokrat te subsidijarnosti tudi, recimo, ni v odnosu med duhovnikom, med župnikom in drugimi inštancami v župniji. Skratka, ta je ranjena občestvenost kot neke vrste gospodovalnost. Gospodovalnost je velika nevarnost za pravo občestvo. Druga rana je omalovaževanje zvestobe. To sicer ni tipično za našo cerkev, to je dejansko naša družba je taka. V naši družbi, kot vidite, kot veste, je pravzaprav nezvestoba dani besedi nekaj popolnoma sprejemljivega. Če sem zelo konkreten, v teh zelo žalostnih debatah in pisanjih in razpravah, ki smo jih imeli letos poleti okoli teh nesrečnih otrok, očetovstva, pač ki so jih pripisovali mediji nekaterim visokim, se pravi pač škofom in celo kardinalu, se je velikokrat slišala recimo ta pripomba. Kaj pa je potem, če ima otroka? Pak mislim, da
verjetno niso stvari tako enostavne in to celo med vernimi ljudmi. Se pravi, smisel za zvestobo, za dano besedo, za to, kar smo enkrat obljubili in čemu hočemo ostati zvesti do konca, se v tem našem okolju zelo izgublja. To je tudi posledica sekularizacije in tudi posledica porabništva, ker pač si nekaj tako dolgo, dokler je to užitek in dokler to prinaša, dokler se to splača, ko se pa enkrat ne splača več, se pa beseda pozabi in zvestoba nima več svojega mesta. Ampak to je v veliki meri tudi vdrlo v naše mišljenje v cerkvi. Nekako preveč smo permisivni, preveč smo popustljivi do nekaterih pojavov nezvestobe med nami, različne nezvestobe. Pomanjkanje poguma in ponosa in identitete med našimi verniki se ravno kaže v tem, da tako težko nekako najdemo tisti pogum, da bi nastopili v javnosti in zagovarjali, se postavili v bran naših vrednot in zagovarjali tisto, kar je treba v določenem trenutku zagovarjati, če hočemo biti kristjani. Mogoče je v tem pogledu družinski referendum vendarle pomenil korak naprej ravno v utrjevanju tega poguma in naše lastne identitete. Nekako premalo damo nase. Se pravi, ni vseeno, kaj kristjan misli in dela in kako govori in kako živi, da res vemo, kdo smo in kaj sodi k krščanstvu in da temu res ostanemo zvesti. Če sem kristjan in če sem kristjan, potem iz tega sledijo določena stališča, določene ravnanja, tudi določene odgovornosti v družbi in ravno ta povezava med mojim osebnim prepričanjem, med mojo vero in pa med mojim družbenim angažiranjem za vrednote, ki iz tega sledijo, je pri nas zelo šibka. Izključevanje je posledica seveda tudi ranjene občestvenosti. Velikokrat tudi v cerkvi, predvsem pa v širši družbi, se dogaja to, da nekdo, ki se z mano ne strinja oziroma s katerim se jaz ne strinjam, ne more biti več moj partner, ampak ga dejansko izključi. To se največkrat vidi tudi v odnosu med družbo in cerkvijo, ko se dostikrat videti, da za mnoge ljudi je boljše, da se nekatere stvari ne zgodijo, ne opravijo, kakor da bi jih opravila cerkev. In tako tudi sicer v drugih naših okoljih ali pa glede politične stranke ali drugih skupin, se pravi, če ni ta pravi, kot rečem tako, če ni ta pravi, potem ne maram njegove navzočnosti, ne maram, da sodeluje z mano, ne maram, da on nekaj dobrega naredi za našo skupnost, rajši ne bo nič, kakor da bi to bila njegova zasluga. Recimo to, kar se zdaj ravno te zadnje tedne ali pa zadnje dni dogaja med nami, ko gre za te referendumske pobude, glede stvari, ki so nujno potrebne in dejansko vsi strokovnjaki to priznavajo, nekatere politične sile pa rajše nagajajo, kakor da bi to podprli, čeprav vsi vemo, da je to za nas nujno, je ravno lep dokaz tega izključevanja. Žal je tega tudi mogoče kdaj v naši cerkvi nekaj. In pa, kot sem že rekel, usmerjenost v materialne dobrine. Tukaj mislim predvsem to, da smo zelo pozorni na to v naših župnijah, da je cerkev lepo urejena, da so naše podružnice urejene, da imamo vse stvari lepo urejene, kar seveda Bog ne da, da bi rekel najmanjšo besedo proti temu. Hvala Bogu, da imamo tako požrtvovane, tako skrbne ljudi, ki skrbijo za to. Recimo, ko tujci prihajajo k nam v Slovenijo in vidijo vso to množico cerkva, kajti v nobeni drugi deželi verjetno niso cerkve tako nagosto posejane, kot so pri nas. In ko hkrati jim povem, da so te cerkve vzdrževane izključno od strani vernikov in da država zelo malo pomaga, kdaj v kakšnem izjemnem primeru, ko gre za neko res izjemno kulturno, zgodovinsko umetnino, v resnici v veliki večini je pa to
izraz požrtvovalnosti naših vernikov, so dejansko vedno presenečeni in začudeni in polni občudovanja. To je gotovo velik plus. Ampak včasih se pa zgodi, da pravzaprav naša skrb za našo župnijo ostane pri tem. Kako je pa z investicijo v ljudi, z investicijo v dobre katehete, z investicijo v dobre organiste, z investicijo, ne vem, pač skratka, v osebni potencial po naših župnijah, zato pa velikokrat nimamo pravega posluha. Ni težko zbrati denar za nove orgle, za nove bronaste zvonove, še večje, kot imajo pri sosedih. Bilo bi pa verjetno marsikateri župniji težko zbrati denar za to, da bi omogočili študij, recimo neki katehistini, nekemu katehetu, ali komorkoli že na teološki fakulteti, ali kakokoli že. Skratka, za to področje investicije v človeške, se pravi v duhovni človeški potencial, pa je premalo smisla še za to. In vendar bomo mi živeli ne od lepih cerkva, ampak od dobrih oznanjevalcev, od dobrih vzgojiteljev, od dobrih katehetov in dobrih liturgičnih sodelavcev na župniji. Odgovor cerkve na sekularizacijo se imenuje danes nova evangelizacija. Kot sami veste, je temu posvečena bila tudi zadnja sinoda v Rimu škofovska, ki se je končala pred nekaj dnevi. Nova evangelizacija se pravi okrepljeno oznanjevanje krščanske vere in temeljnega bistva krščanske vere je namenjena vernikom, ki so izgubili ali pa katerih identiteta je precej šibka. Gre za to, da cerkev ponovno postane misionarska cerkev, da okrepimo svojo osebno pripadnost Jezusu Kristusu v katoliški cerkvi, zato da bi lahko postali jutri misionarji. Da se ne bi vedno samo umikali nazaj na rezervne položaje, ampak da bi se ponovno, nekako, če smem tako reči, spustili v misionarsko avanturo in to ne samo nekateri zato poklicani misionarji med nami, ampak pravzaprav vsak vernik. V središču nove evangelizacije je osebna odločitev za Jezusa Kristusa in da zavest, da gremo k Bogu izključno preko Jezusa Kristusa. To se vam mogoče zdi nek poudarek, ki, kaj pa treba zdaj to poudariti, da se to samo po sebi razumljivo. Ni vedno samo po sebi razumljivo. Če mislite, recimo v nekaterih okoljih se med nami še vedno glavnem ljudje pogovarjajo, če se že o tem pogovarjajo, ali Bog je ali ga ni. Za nas pa seveda ni Bog kar tako nekdo, ki bi si ga sami zamislili, ampak Bog je Oče Jezusa Kristusa in to, kakšen je Bog, je za nas odločilno sporočilo, beseda in zgled Jezusa Kristusa in zato je treba v oznanjevanju vere vso pozornost usmeriti ravno na predstavitev Jezusa Kristusa kot učlovečenega Božjega Sina. In če pride do te osebne odločitve za Jezusa, če postanemo res navdušeni, kot pravi Benedikt XVI v tem pismu za leto vere nad Jezusom Kristusom in pogumni, potem smo lahko res novi misionarji in ta osebna vera pa prihaja iz srečanja z Jezusom Kristusom. Beseda srečanje vam je mogoče malo nenavadna, smisel pa kako Jezusa sreča. Če hočemo nekako razumeti, kaj hočemo s tem reči, je mogoče dobro, da se spomnimo tega, da lahko razlikujemo v veri 3 stopnje. To je razlikovanje, ki sem ga našel v uvodu v krščanstvo Jozefa Ratzingerja, to je tista znana knjiga, ki je pri nas doživela 2 izdaje. Tam Ratzinger razlikuje 3 stopnje vere. Prva stopnja vere je v tem, da tako pogosto srečamo to, ko nekdo reče, ja, sej nekaj mora biti, sej neka višja sila mora biti. To seveda še ni vera v pravem pomenu besede, ampak je vendarle zavest in spoznanje, da tisto, kar se vidi, otipa, kar se lahko izkusi, ta naš izkustveni svet, v katerem živimo, ni vse.
da dejansko obstajajo še področja, dimenzije stvarnosti, ki niso izkustvene, ki jih ni mogoče tako neposredno izkusiti, kot izkušam jaz sedaj, kaj sem to svetlobo tukaj, ali to mizo, ali vas tukaj pred seboj, in vendar so resnične. To je pač en tak začetek in to lahko rečemo, to vero marsikdo ima. Malo kdo je res takšen empirist ali pa takšen materialist, da bi rekel, da samo to obstaja, kar se da čutno zaznati. Se nas tudi dejansko znanost in samodejna spoznanja opozarjajo, da je dimenzija sveta so neprimerno globlje in večje in se niti predstavljati ne more. Toda, vera se v pravem pomenu besede začne šele z vero v Boga. V Boga, ki je nekdo in v glavnem, ki ga tudi pojmujemo kot stvarnika in mu lahko rečemo ti. To so pravzaprav vsa velika verstva. Ampak krščanstvo skupaj z judovstvom pa je na tretjem nivoju vere, ko ne gre samo, da verujem v Boga, ki ga jaz odkrivam ali pa slutim, ampak verujem Bogu, ki mi je spregovoril. Tu pa sedaj postane v tej veri Bog tisti, ki ima pobudo. Ko gre za vero v Boga, potem sem jaz tisti, ki odkrivam, ki spoznavam, ki ugotavljam in je pravzaprav iniciativa, pobuda na moji strani. In je neke vrste, lahko rečemo, Bog predmet, objekt mojega raziskovanja. Pri veri v Boga je pa Bog tisti, ki prihaja naproti meni in jaz mu odgovarjam. In to je naša krščanska vera, ki sloni na razodetju. Se pravi, verujem Bogu, da nam je prišel blizu in nam spregovoril, tako kot pravi pismo Hebrejcem, velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril po prerokih, slednjič te dni pa nam je spregovoril po svojem sinu. In to je dejansko tisto jedro naše krščanske vere, ki ga je treba dobro zaznati kot tipično ali pa kot značilno za to, da smo res kristjani in ne samo tako verniki na splošno. Ta dokument, to sem pač nekako kot samo da malo pojasnim, kaj hočemo reči z osebno vero. Osebna vera je res verovati Bogu, ki nam je spregovoril v Jezusu Kristusu, da sprejmem Jezusa Kristusa kot tistega onstran česa ni mogoče iti. Res kot rečemo v latinščini, nek plus ultra, se pravi nekaj, od česa ni mogoče si kaj večjega zamisliti, to je res dokončno razodetje Boga. In potem smo res kristjani. Zato sem že prej rekel, da je ravno vera v Jezusa Kristusa tista srčika, tisto jedro, ne vera v kakršnokoli višjo silo, ampak vera v Jezusa Kristusa, ki je Bog in človek hkrati. Za prihodnje delovanje, da bomo res lahko to osebno vero kot odgovor na situacijo v sekulariziranem svetu, kjer ne moremo več pričakovati podpore svoji veri od zunaj, ampak mora biti zato toliko močnejša moja lastna verska hrbtenica, da bi lahko to vernost med nami gojili in utrjevali. To je namen tega dokumenta oziroma našega prihodnjega dela. Če hočemo odgovoriti na stanje, v katerem smo se znašli po zaslugi sekularizacije, ko vera ni več družbeno relevantna in ko torej odvisna samo od tega, ali sem se jaz res osebno odločil za Jezusa Kristusa, potem je treba ravno to odločitev toliko bolj krepiti, da bo res nekako od znotraj, iz prepričanja, osebnega prepričanja, lahko vzdržalo tudi pritisk v tem sekulariziranem svetu, da bi se svoji veri izneverili. In da bi lahko delovali v tej smeri, in to je sedaj naš glavni program, govori ta dokument o 3 temeljnih načelih.
Prvo načelo od množičnosti k občestvu in osebni veri. Vas opozarjam, da so ta načela namenoma narejena dinamično, od k. Ne? Se pravi, tisto, kar je bilo, ne bomo popolnoma zavrgli, pa ne bomo tega omalovaževali, ampak bomo prehajali v nek drugi način življenja. Se pravi, množičnost za nas ni nekaj, kar bi lahko zavrgli. Nam ne more biti vseeno, ali je v cerkvi 5 ali pa 50 ali pa 500 ljudi. Se pravi, gotovo je, da je naša želja, da bi čim več ljudi spoznalo Jezusa Kristusa in mu sledilo, ampak se ne zadovoljimo samo z neko navidezno množico, če to ni množica osebno prepričanih ljudi. Se pravi, ne množično zato, gledajte, koliko nas je, kako veliko ljudi je prišlo, to še ne pove dovolj, če ne vemo, kakšna je kvaliteta teh ljudi, ki so se v veliki kvantiteti zbrali. Osebna vera se pa seveda krepi v medosebnih odnosih. In zato je potrebno, da postanejo župnija res občestvo, ali še bolje občestvo občestev. Kajti samo v osebnih odnosih, v osebnih pogovorih, v osebnih medosebnih srečanjih se krepi osebna vera, tako kako vam tudi kaže ta slika. Druga značilnost, pa drugi vektor, ne, se pravi, drugo načelo govori od delne v celovito vero. Za sekularizirano družbo, za to porabniško miselnost je značilno, da se potem začnejo ljudje tudi v veri obnašati a la carte. Tole bom verjel, to pa ne bom verjel. To mi ustreza, ta verska resnica mi ustreza, to bom sprejel, ta mi pa nekako ne diši, mi ne ustreza, na to pa ne bom nič dal. Velikokrat ljudje tako razmišljajo. In tako potem nimamo več celovite vere, ampak delno vero po neki poljubni izbiri. Vzamite recimo primer, v Sloveniji se ima 70% ljudi za katoličane, od teh 70% katoličanov jih samo 50%, mislim 50% ljudi, ne katoličanov, 50% ljudi veruje v Boga, in samo 30% veruje v posmrtno življenje. In vendar krščanske vere ne more biti brez vere v Jezusovo vstajenje in torej tudi v naše vstajenje. Se pravi, gre za to, da smo verniki, da smo res kristjani v celoti, kajti verske resnice so med seboj povezane. In dolgo ni mogoče ostati pri nekem zelo, kako bi rekel, pomanjkljivem ali pa luknjičavem krščanstvu, če začnemo cefrati verske resnice eno od drugih, se nam na koncu seveda sesuje vse. In tretjič, od poučevanja k pričevanju. Gre za to, da način, kako mi oznanjamo, kako v svoji veri iščemo resnico in se pogovarjamo, kako poteka to naše oznanjevanje, gre res za to, da jasno damo vedeti, da nismo mi tisti, ki učimo zaradi svoje večje pameti ali pa neke višje izobrazbe, ker nekaj več vemo, ampak ker smo mi sami učenci. Mi vsi skupaj smo Jezusovi učenci. Nobeden med nami ni učitelj. In Rajni nadškof Šuštar je zelo rad uporabljal prispodobo o dveh beračih, ki zelo dobro ponazarja, kaj hočemo reči od poučevanja k pričevanju. Dva berača, pravi, en berač pride k drugemu in ga prosi. Zdaj, ker sta ta drugi ravno tako berač kot prvi, pravi, jaz sem ravno tako berač kot ti. Jaz nimam tistega, kar bi ti rad in kar potrebuješ, sem popolnoma enak tebi. Ampak vem pa za nekoga, ki ima tisto, kar potrebujeva oba, greva skupaj k njemu. Naša naloga kristjanov ni, da mi poučujemo druge ljudi, ampak da ljudi pripeljamo k Jezusu, da njih in nas same Jezus pouči.
to je potem pričevanje. Pričevanje ni prepričevanje, ampak je pričevanje, se pravi, ko iskreno povem svoje stališče, za katerega upravičeno pričakujem spoštovanje in potem pustim, da drug človek na osnovi mojega pričevanja pač zavzame stališče in se do tega opredeli, ne da bi kakorkoli se čutil zaradi tega ogroženega, kar se pa čuti, če ga hočem prepričati in bo potem seveda takoj zavzel neko stališče samo obrambe, ker se bo čutil ogroženega. Temeljni namen našega celotnega tega procesa, ki ga začenjamo s tem krovnim dokumentom, temeljni cilj, če hočete, je pa izražen v tem stavku, ki smo ga škofje formulirali na izredni seji škofovske konference junija lansko leto. Živa občestva cerkve. Tu je vsaka beseda tehtana, občestva, gre za občestva, da so res živa. In njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni. Se pravi, ravno ta osebni stik in pa seveda na koncu cilj tega pa je darovanje v ljubezni drug drugemu in Bogu. Da bi prišli do tega, navaja dokument 5 izzivov ali bi lahko rekli nekih globalnih strategij. Prva je k izvirom. Se pravi, Božja beseda, molitev, Evharistija. Zakaj to je klasika? Ja, je klasika, ampak gre res za to, gremo na začetke, ali pa gremo k izvirom naše vere, to je najprej svetopismo, to so svetopisemske skupine, to je poglabljanje, poznavanje svetega pisma, to pomeni pridiganje kot razlaga, kot homilija Božje besede, ne pa moralizirane in podobno. Torej, Božja beseda, vera ni brez molitve, Evharistija je pa tisto, brez česar ni skupnosti. Se pravi, k izvirom. Druga strategija je prebuditi v vseh članih cerkve zavest poklicanosti in poslanstva. Ko govorimo o poklicu, mislimo predvsem na duhovne poklice, na duhovnike, na redovnice in redovnike in misionarje. Ampak vsak izmed nas je poklic. Da bi se začeli zavedati, da je vsak izmed nas, mati, tudi materinska vloga je poklic, je Božji poklic. Biti politik je Božji poklic, pa ne se še tako čudno sliši in tako naprej. Skratka, vsaka naša dejavnost, da je jemljemo ne samo kot ena stvar, ki zadeva samo mene, ampak to dejansko ena stvar, ki zadeva tudi Boga, kjer me Bog kliče, kjer me Bog čaka na to, da to svoje delo delam tako, kako on pričakuje od mene. In seveda potem iz tega sledi nujno odgovornost vsakega za prihodnost vere v narodu. Tretji izziv je seveda, kot sem že rekel, živa občestva, da postane župnija občestvo občestev. Razlog sem že navedel, osebna vera se krepi v medosebnih odnosih in medosebni odnosi so pa seveda tam, kjer so skupine, kjer so manjše skupine, manjše skupnosti, kjer se ljudje med seboj poznajo, si izmenjujejo odkrito svoja stališča in drug drugega utrjujejo v svoji veri. Četrti izziv, še vedno sočutje in pravičnost, se pravi, dobrodelnost je eden izmed stebrov cerkve, ljubezen do bližnjega je nujna posledica ljubezni do Boga in vere vanj, zato ne more biti osebne vere brez ljubezni do bližnjega, konkretne ljubezni do bližnjega, ki se kaže v dobrodelnosti, in pa za naš narod še posebej potrebna odpuščanje in sprava, ker smo še vedno tako sprti in razdeljen narod, kot se pravijo mnogi, za nas se druga svetovna vojna še ni končala in je potrebno, da tudi cerkev kot skupnost pripomore k tej veliki rani našega naroda. Na osnovi teh 5 strategij
Potem dokument govori o 10 taktikah ali itinerarjih. Ta beseda itinerarij je malo čudna, pomeni pot, ne? Načrt poti, jaz sem dal bolj naslov taktika, se pravi kot bolj podrobno, ne? Strategija je bolj globalno, taktika je so bolj podrobne naloge. Govori o 10, tukaj sem jih nekako sintetiziral, združil v 7, ker je tam, ko se govori o katehezi in zakramentih, več razčlemb. Torej, prva stvar, biblična prenova. Ne? Če govorimo o izvirom, se pravi, še krepitev poznavanja Svetega pisma, torej biblične skupnosti, biblične skupine, različne oblike, tudi recimo to pomeni reformo študija na fakulteti, da bo še bolj bibličen, še bolj povezan ravno z izvirom naše vere, ki je pričevanje prve cerkve, ki ga vsebuje ravno svetopismo. Potem izredno pomembno in izredno to pa najtežji oreh, tega se zavedamo, ampak je treba to omeniti, imeti pogum se tega lotiti, to je prenova kateheze in pastorale zakramentov. Pač, ko sami veste, veliko krat doživljamo, predvsem duhovniki, ljudje bi radi šli k prvemu obhajilu, oziroma da bi njihovi otroci šli k prvemu obhajilu, da bi šli k birmi, da bi se poročili, da bi prejeli še kakšen, tudi krst seveda, čeprav je njihova vera zelo, zelo pomanjkljiva in zelo daleč od tega, da bi bili za prejem teh zakramentov ustrezno pripravljeni. Pač podeljujemo velikokrat zakramente brez resnične potrebne priprave. In tukaj sta predvsem dva poudarka. Kateheza otrok, v katero veliko investiramo svoje energije, svojega časa, svojih ljudi, personalno, pa ne daje tistih rezultatov, je zato, ker je omejena samo na katehezo otrok in je ne spremlja istočasno katehezo staršev. In bo treba tukaj na tem področju še marsikaj narediti. To zaenkrat, če nimamo čisto jasnih, kako bi rekel, predlogov, gre za to, da na osnovi tega vsi skupaj zdaj v cerkvi na Slovenskem razmišljamo, kaj bi v tej smeri nekaj naredili. Tukaj je samo pokazano, v katero smer je treba delati, potem pa smo vsi povabljeni, da iščemo v tej smeri naprej. Laiški apostolat. Vlogo laikov ne smemo, in to je tisto, kar je treba razumeti, ne smemo imati kot neke vrste nadomestek. Ja, ker duhovnikov ni dovolj, so pa laiki dobrodošli. Tudi če bi bilo v slovenski cerkvi duhovnikov na pretek, da ne bi vedeli kam z njimi, bi bilo ravno tako nujno in potrebno gojiti laiško, se pravi verniško angažiranost in dejavnost. Laiški apostolat ne sme biti, nikoli ne smemo tega imenovati ali pa pojmovati kot neke vrste nadomestilo za manjkajoče duhovnike. Žal, marsikdaj se tako reče, ja, nimamo dovolj duhovnikov, pa laiki dobrodošli. V vsakem primeru morajo biti laiki dejavni in so tudi, kot veste, včasih bili, tudi takrat, ko je bilo duhovnikov preveč. To nista dve velikosti, ki bi bile v konkurenčnem, enih več, pa zato drugih manj, pa drugih manj, pa zato pa prvih več, ampak so to dejansko dve poslanstvi, ki je vsako enako potrebno in zato je treba to uravnoteženo razmerje med laiki in duhovniki v cerkvi lahko prinaša prave sadove. Če hočemo seveda vse to izpeljati, je treba vzgajati ljudi za vodstvene službe v cerkvi. To ne bo šlo čez noč, kar tako zdaj pa dajmo na ukaz, pa bodo vsi to delali. Tudi je treba za to prilagoditi voditelje laiške teh raznih skupin. Če hočemo imeti v cerkvi veliko skupin, različnih skupin, bibličnih, zakonskih, kakršnekoli že, potrebujemo usposobljene voditelje. Brez usposobljenih voditeljev to ne bo šlo. In potrebujemo seveda tudi duhovnike, med temi voditelji tudi duhovnike, ki bodo ravno za tako delo še bolj usposobljeni, kakor danes. Krepitev dobrodelnosti zopet, se pravi, dobrodelnosti nismo nikoli v tem dokumentu izpustili kot najbolj prepričljivo pričevanje za krščansko vero
in pa končno seveda tudi družbena angažiranost, kajti vera zahteva tudi odgovornost, družbeno odgovornost za krščanske vrednote v družbi. Vse to se vam lahko zdi krasno, ampak vse to ne bo šlo, to je preveč ambiciozno. Ne bojte se. Zato je treba pogum. In Jezus nas vedno spodbuja k pogumu. Peter se je začel utapljati, ko je zdvomil. Če že zdaj na začetku rečemo, vse to ne bo šlo, pa se to je prehudo, pa se za to nismo usposobljeni, pa se nas je premalo, pa se nimamo sredstev, potem seveda ne bo nikoli nič. Petrov problem niso bili valovi, ki so bili veliki. Valovi so bili enako veliki prej in potem, preden je zdvomil in potem, ko je dvomil. Nevarnost ni, največja nevarnost ni od zunaj, največja nevarnost je od znotraj, med nami, če nimamo dovolj vere in če nimamo dovolj zaupanja. Naše zaupanje je pa utemeljeno na veri. To ni zaupanje, ki bi ga imeli mi vase, le kako smo mi močni, kaj mi si zmoremo. Naše zaupanje je čisto preprosto utemeljeno na tem, da je Jezus Kristus stal od mrtvih in da živi in nadaljuje svoje poslanstvo. Jezus nadaljuje svoje poslanstvo in mi smo povabljeni, da se mu pridružimo. Da skupaj z njim nadaljujemo njegovo poslanstvo, ne naše poslanstvo, ampak njegovo poslanstvo. In torej lahko računamo nanj, ne nase. In to je izvir našega poguma. Ne kako smo mi, kaj se zmoramo in kako znamo in kakšne krasne možnosti imamo, ampak ker vemo, da je Jezus z nami in da je to, in če je to njegova volja, potem smo na pravi poti in potem ne bo nobena ovira pretežka. Zato smo pri zadnji točki našega razmišljanja, to je tisto, kar sem jaz povedal na začetku v predgovoru to knjižico, kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori duh cerkve. Pastoralno načrtovanje ima velike podobnosti z poslovnim načrtovanjem, ki poteka v vsakem dobrem podjetju. Ampak je neka bistvena razlika med poslovnim načrtom in pa pastoralnim načrtom v cerkvi. Pri poslovnem načrtu sem jaz tisti, ki sem nekaj spoznal, podjetje je moje, jaz hočem to podjetje postaviti na noge, hočem ustvariti še nove dobičke, hočem razviti nove dejavnosti, sem naredil analizo, kje sem dober, kje sem slab, slabosti bom odpravil, one stvari mi dajo te in te možnosti, to sem jaz. Jaz sem si nekaj zabil v glavo in zdaj jaz hočem to izpeljati. Pri pastoralnem načrtovanju v cerkvi pa ne gre za to, da sem si jaz nekaj ubil v glavo in hočem to izpeljati, ampak kaj govori duh cerkva? Kaj je Božja volja? Kaj Bog pričakuje, kaj Jezus pričakuje, ki nadaljuje svoje poslanstvo v svetu in ki nas je pridružil? Ne samo duhovnike, vsak krščen je pridružen temu poslanstvu. Kaj zdaj on pričakuje od nas, od mene? Kaj govori duh cerkve? Če Gospod ne zida hiše, če nismo dojeli ali pa vsaj zaslutili, kaj hoče Bog od nas, kakšno hišo hoče on, potem se mi zastonj trudimo. Potem bomo gradili eno svojo skopocalo. Naša naloga je, da v molitvi zaslutimo, zaznamo, kaj Bog pričakuje, kaj Jezus pričakuje od nas, zato nam je poslal Svetega Duha. Cerkev se je rodila po Svetem Duhu na binkoštni dan. Kristus tudi vodi cerkev po Svetem Duhu, ki navdihuje vse njene člane in pastirje. In zato je naša temeljna naloga prisluhniti, kaj govori duh cerkva. Zato pa je potrebna molitev. Nove evangelizacije zato ni brez novih binkošti. In hišo cerkve zidamo pod vodstvom duha in ne po svojih zamislih, zato mora naše načrtovanje spremljati gorečo molitev k Svetemu Duhu. In k temu vas vabim in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Ta slika ima eno lep cvet, pa to ni samo zato, ker je lepa slika, ampak ta knjiga je cvet.
in od nas je odvisno, ali bo iz tega cveta kakšen sad ali ne bo. Hvala lepa.